Kati in Jure iz Voklegla pri Kranju sta se poročila na ledeno mrzel zimski dan leta 1965. Ona je bila hudo prehlajena, kupila si je novo šminko, a se z njo pozabila namazati. V volnenem kostimčku in salonarjih jo je tako zeblo, da je takrat rekla, tudi če me mož jutri zapusti, se ne možim nikoli več. In ni se je bilo treba. Zakonca sta skupaj še danes, pred nekaj tedni sta praznovala biserno poroko. Skupaj sta šla skozi težko mladost, ko sta kot ekonomska migranta podala se s trebuhom za kruhom, soočala sta se z neplodnostjo, posvojila otroka, ko je bil to še velik tabu. Pred nekaj leti pa sta se soočila še s hudo diagnozo in velikim strahom, da bo ona umrla. Ljubezenska zgodba vredna knjige. Barbara, pozdravljena. Pozdravljena, Nuša. Ampak obstaja še en razlog, da si za vaš svet izbrala prav njiju. Ja, obstaja. Namreč res je doživela in preživela sta vse to, pa kljub temu ohranila ljubezen in spoštovanje. No, poleg vsega tega, da sta lahko res navdih vsem nam, pa sta tudi moja starša. In ja, bila sem v veliki dilemi, ali naju povabim v vaš svet. Razkrijem tudi del svojega življenja. Nato pa sem jo gledala na tej njuni biserni poroki, videla vso to naklonjenost in navezanost, tudi po toliko letih. In dojela, da ja, koga pa, če ne njiju. Pa da ne bo pomote, pri Golubovih niso samo smeh in rožice, pogosto se spreta, ne govorita ali pa si kaj očitata. Ampak to je življenje, pravita. Seveda ne moreš biti 60 let ves čas nasmejan in se zaljubljeno držati za roke. Otroci težko vidimo človeškost v svojih starših. Navajeni smo, da gre za enosmerno pot. Oni nam dajejo, mi jemljemo. Ko ostarijo, je to drugače. Pot se obrne v drugo stran, ki je pogosto prav tako enosmerna. Mi dajemo, oni jemljajo. Kar je težko, a prav tako lepo. Zato bodo naslednje minute ne le pred Valentinov poklon ljubezni, pač pa ne zamerite, tudi zahvala hčerke svojim staršem. Pa še tole ima, tista ta roza. Vse sorte smo imeli. Mami, ati, živjo! Živja. Na kavo sem prišla. A res? Ja. Ja, malo boš počakala. Eno, skuhaj, a ne? Ja, bom. Ker kdaj se človek bolj sprosti in pove več o sebi kot ob skodelici dobre dišeče kave. Gospodična, izvolite. Hvala. To je gospa. A ste se kdaj toliko skregala, da tedne niste govorila ali pa mesece? O ja. O ja. Aj, daj nam Mirke, da jaz, ti mogoče sama sobo, ja pa. Ja. Se nisem hotela govoriti z njim. Ja. Ja, sem pa tudi. 60 let skupnega življenja na dve podlage, se pošalita. Začela sva govoriti na okceti od brata, Dragija. Takrat je ona bila v Zagrebu, jaz sem bil takrat v Kranjski Gori. Začela sva se zgovarjati, pogovarjati. Ja, skozi se je moto okoli mene. Ona se je vrnila v Zagreb, kjer je bila služkinja pri premožni družini, on v Kranjsko Goro, kjer so ga kot edinega, ki je v gradbenem podjetju sploh vedel, kaj je kuhalnica, z gradbišča premestili med lonce. Jaz sem kuhal, ne, seveda, dobro bilo, če bi kuharico bili, ne. Pa sem pa tej delovodjo, mulec je pisal, prašal, kaj pa če je prišla, ta pa ta gor, ne, sem, pa za kuhnjo. Prav, ni problem, kar ne pride, ne. Tako sta zaživela skupaj. Dva najstnika iz hrvaškega Međimurja, ki doma preprosto nista mogla priti do priložnosti za lepše življenje. Pa nas je bolj revno bilo vsaj, ne. 11 nas je bilo in to je to, ne. Pa seveda doma nismo mogli več biti, pa mama pač uštimala tako, da smo sem pa kaj šli služiti, ne. Da smo si hrano pa obleke služili. 48 leta, ko sem v šolo šel, ne. Smo imeli eno mu dopoldne čevlje, drug pa popoldne. Jaz sem pletla cekarje, pa smo hodili kopati vinograde, kar sem si zaslužila za svoje obleke. Obleko in čevlje. In pa sem si kupila tako petko čevlje in me pa je bamida bila. Gradbeno podjetje, za katerega sta delala v Kranjski Gori, se je znašlo v težavah in spet sta vzela pot pod noge, se podala v neznano. V Kranj pa kaj seveda, nisem imel stanovanja nikjer,
tam na kmetiji, pa sta stanovala, ene sobice, kako ta kuhinja, niti nekaj. Ja, ki pa manjša. 2x3 je bila kamera, tam smo pa bila not. Pa drugače pa delala na kmetiji, pa hodili na šišč v Ibi, ne. Kjer sta kot tkalka in mojster vendarle prišla do svojega stanovanja. Ja, takrat sem bila res srečna, da tukaj ne znam povedati. Centralna je bila, na toplo si prišel, sam si skuhal. To je bilo zame zlata vredno. In zgodba o tem, kako revna sta bila, kako malo sta imela, je končno lahko postala le še spomin, o katerem se pogovarjamo ob listanju starih albumov. 2 prazna kavčka, pa en star levor, pa eno staro peglo. To je bilo vajino premoženje. To je premoženje. Skranja bo okra sem pel, vse, kar smo imela, pa še njogo na biciklu. A je starost lepa? Kakor si ustvariš. Ja. Jaz, dok bom lahko v vrtu delala, je lepa. Ja. Pa dok imam živali, mačke, pesa, kure, pa otroke. Daj ti se malo mene prim, enkrat pa takole. Vnukinja Larisa in vnuk Rožle pa velik vrt, to jima na jesen življenja daje smisel. Tole bova vplele, lej. Zakaj? Ja, zato, ko ne bo več pleveva. Komaj že čakata, da se zemlja na pomlad spet prebudi, da bo narava zopet radodarna. Vidiš, pa imamo eno. Tole moraš umiti, pa je boš pojedla. Prepričana, da to, kar v življenju sadiš, kasneje žanješ. Bodisi v obliki jajc, ki jih vsak dan pobereta izpod hvaležnih kokoši. Vsak jutr greš tle, Ja, tako je. Vsako jutro, pa še po enkrat proti večeru in posebej še dajem hrano. A veš kaj je? Kam pa ne gremo s tico hrano, kaj ostane? To vse pojedo. Ja. Zdaj, zbiraj radičev imam tamle, da jih režem, pa da dajem. Njuna nagrada, ker sta bila skozi življenje dobra in poštena, pa sta prepričana, sem tudi jaz. No, k sreči pa je bila pošta, ne da je ena punčka v Kranju. In če pridemo pogledat. In mi dva seveda, kuj, gor, pogledat. Jaz sem samo rekla, bolj črna je, ampak bo zrasla. No, žrega. In sva bila kuj za to. Sam bila se pa, koliko, 5 dni, 6 dni? 7 dni, 7 dni si bila 4 stara. Preskopnici bila. Potem, ko sta se več kot desetletje soočala z neplodnostjo, sta se namreč odločila posvojiti otroka. V 80-ih, ko je bil to velik tabu, sta vzgajala odkrito in iskreno. Zato, ko si šla v vrtec in tam bi ti rekli po svojenka, kak je bilo. In ti ne bi vedela, zakaj se gre. Ti si pa takrat že vse vedela, smo ti vse razložili in si se s tem branila. Si rekla, jaz vem, to mamica mi je povedala. A se je težko v življenju sprijazniti na to, da ne moreš več določenih stvari? Ja, ni lahko. Jaz sem bila navajena vse podelati. Pa nič mi ni bilo težko, ko sem vedela, da delam za nas. Pred 4 leti je v njuno življenje zarezala huda diagnoza. Zahtevna operacija se je zapletla, dobila je sepso. 1,5 meseca je bila v umetni komi. Sam mislil sem, da bo se uštimala, pa da bo šla domov. To sem imel v glavi, ne? Težko je biti sam, ko si tako navajen en na drugega. A je to navada, a je ljubezen? Vse vkrat. Se imata še rada? Ja, zakaj pa ne? Jaz imam rada, ona pa mene. In tako z mešanico humorja in navezanosti krmarita skozi življenje. To bo samo vse poveš, kar misliš, pa greš naprej. Ali pa se malo ti, pa skuhaš kosil, pa pojeste, pa greš naprej. Nič ni to tega. Ja. Ona gre ležati, kaj jaz pa odnevno. Metuljčkov zaljubljenosti v trebuhu že zdavnaj ni več. Pravzaprav se niti ne spomnita, ali so na tisti ledeno mrzel zimski dan, ko sta se leta 1965 poročila, sploh bili. Po 6 desetletjih sta končno dočakala poročno koračnico. Obnovila svoje zaobljube. Hvaljen bodi Gospod, ker sem po tvoji dobroti
sprejel Kati za svojo ženo. Kati svojo ženo. Zavedata se, da bo eden nekega dne odšel in bo drugi ostal sam, a o tem ne razmišljata. Prihodnost bo tako ali tako prišla, pa če se s tem strinjava ali ne, pravita. Raje živita skladno s svojim motom. Kar bo čas prinesel, to bova prestala.